Lepo pozdravljeni. Od julija 2025 naprej je e-oskrba ena od pravic iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Torej, to pomeni, da je za upravičence brezplačna, stroške krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. E-oskrba je ena pomembnejših novosti na področju dolgotrajne oskrbe. Ljudem namreč omogoča, da lahko čim dlje ostanejo doma, tam, kjer se v resnici počutijo najbolje. Namenjena je starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom, ki živijo torej v domačem okolju sami oziroma so občasno sami in bi bili v primeru potrebe po pomoči prepuščeni samemu sebi. Telekom Slovenije je uspešno izvedel nacionalni projekt e-oskrba na daljavo. Junija 2025 je bil s strani Ministrstva za solidarno prihodnost na podlagi javnega razpisa ponovno izbran za nacionalnega izvajalca e-oskrbe v okviru zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Vpisan je v javni register izvajalcev dolgotrajne oskrbe pri Nacionalnem inštitutu javnega zdravja. Telekom Slovenije je edini izvajalec e-oskrbe. Z mano danes pa vodja e-oskrbe in e-zdravja na Telekomu Slovenije, magister Peter Postatičnik. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Hvala, ker nam boste danes razložili prav vse, kar se tiče e-oskrbe. Pa dajva začeti kar tam na začetku pravijo ponavadi, oziroma tisto, kar sem prepričana, da večino ljudi na začetku zanima. Kaj sploh je e-oskrba? Lepo pozdravljeni. Ja, e-oskrba je storitev, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v letu in uporabnika e-oskrbe povezuje z asistenčnim centrom, z zdravstvenim osebjem, ki v primeru, da uporabnik potrebuje kakršnokoli pomoč, to tudi zagotovi. Se pravi, da uporabnik, ko potrebuje pomoč, ni nikoli prepuščen samemu sebi, ampak da se mu ta pomoč zagotovi. Torej, v teoriji je to tudi na nek način občutek, da niso sami, da imajo nekoga, ki jih na daljavo čuva. Ampak zdaj pa kako deluje ta e-oskrba? Ko dobimo mi naročilo, naš tehnik pride na dom tega uporabnika, prinese s sabo takšen varovalni telefon z mikrofonom, tipko za pomoč, zvočnikom in SIM kartico. Poleg tega varovalnega telefona dobi tudi takšen daljinček, vodotesnje pa detektor padca. Mi priporočamo za tega daljinčka, ker je vodotesen, da ga uporabniki nosijo stalno, tudi čez noč, ker včasih se zgodi po noči, to odložiš, greš na primer na toaleto, padeš, se ne moreš pobrati in če nimaš tega pri sebi, se ne moreš povezati z asistenčnim centrom in nihče ne ve, da potrebuješ pomoč. Tako da vsa oprema je zelo enostavna za uporabo in potem, ko uporabnik potrebuje pomoč, pritisne na enega od teh gumbov, se poveže z asistenčnim centrom, zdravstvenim osebjem, ki preveri, kaj se dogaja pri uporabniku doma, kakšno pomoč rabi in če rabi pomoč, naprimer, da ne gre za kaj hujšega, da se zasedi na školjki, potem pokliče svojce, sosede, da mu pomagajo, če pa kaj hujšega, da je potrebna nujna medicinska pomoč, pa organizira to nujno medicinsko pomoč in je ves čas, dokler ne pridejo ta pomoč k uporabniku na dom, v stiku z uporabnikom. Se pa včasih tudi zgodi, da uporabnik lahko tako pade, da se v nezavesti. In v tem primeru tudi ne more pritisniti na kateregakoli od teh treh gumbkov in v takšnih primerih pa potem ključno vlogo odigra ta detektor padca. Tule bom zdaj simuliral en padec, uporabnik pade, naprimer v kopalnici in Zaznanje padec. Je v nezavesti. Vzpostavljam klic na pomoč. Vzpostavljam klic na pomoč. In detektor padca se je sam vzpostavil s tem. Vzpostavljam klic na pomoč. Bomo počakali, pa bomo res... Vzpostavljam klic na pomoč. Vzpostavljam klic na pomoč. Klic na pomoč je v teku. Prosim, počakajte. Klic na pomoč je v teku. Prosim, počakajte. Dober dan, želim e-oskrba, kako vam lahko pomagamo? Dober dan, demonstracija delovanja, vse je v redu, nobene pomoči ne potrebujemo. Hvala lepa. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Če pa bi potrebovali pomoč, bi pa potem seveda organizirali, tako kot sem
prej povedal, ne, za kakšna pomoč je potrebna, se takoj organizira. In recimo v primeru, tako kot ste rekli, ne, če je oseba nezavestna, če ne more pritisniti in recimo, da se tudi ne odziva, v takem primeru je verjetno pomoč poslana, ne? Ja, seveda. Če se ne odziva, potem to pomeni, da gre za nujen alarm. Najprej poskušajo s sosedi, če hudo od sosedov, svojcev, da pogledajo, paralelno pa potem že organizirajo nujno medicinsko pomoč, tako da tudi redko kdaj se zgodi, včasih se zgodi, da tudi pride nujna medicinska pomoč, ko to ni najbolj nujno, ampak to je v redkih primerih, je pa tukaj ključno varovanje življenj, tako da boljše je, da kdaj pride, kakor pa da kdaj ne bi prišla, ko bi bilo to nujno potrebno. Ja, in s tem ste mi tudi majčkeno že odgovorili na vprašanje, zakaj je e-oskrba tako zelo pomembna, ampak kaj bi še recimo rekli ljudem, ki naju zdajle poslušajo in gledajo, zakaj je to nekaj, kar je res nujno, da imamo? Ja, dosti ljudi, starejših, kroničnih bolnikov ali pa invalidov živi v domačem okolju, živijo sami ali pa so kdaj sami, gremo delat, pa nas čez dan ni. In če te ljudje recimo padejo na hodniku, v kopalnici, na stopnicah in padejo tako, da se ne morejo pobrati, kar je zelo pogost pojav, in ne morejo priti do telefona, ne morejo nikomur javiti, da potrebujejo pomoč, potem čakajo lahko ure in ure, včasih dneve, in potem pride seveda lahko do podhladitev, do dehidracij, do zapletov, včasih tudi celo do najhujšega. In e-oskrba ravno odpravi ta čas čakanja, se pravi takoj, ko nekdo potrebuje pomoč, asistenčni center ve za to in potem zvejo tudi svojci, tudi nujna medicinska pomoč in se ta čas čakanja odpravi, in s tem, ko je neka oseba hitro oskrbljena, se preprečijo številni zapleti, številne hospitalizacije, številne tudi nepotrebne smrti in tudi številni nepotrebni stroški zdravstvenega in socialnega varstva. Dosti uporabnikov je povedalo, da ko dobijo to e-oskrbo, da se počutijo bolj varne, da se upajo bolj korajžni, so, gibajo se po stanovanju, ko so prej samo zraven telefona ždeli, bolj samozavestni so. Zelo velikih je pa tudi povedali, da jim je e-oskrba dobesedno rešila življenje. Kakšna pa je oprema, ki se lahko uporablja za e-oskrbo? Tukaj gre za varovanje življenj. Vsa oprema mora biti certificirana v skladu z mednarodnimi evropskimi standardi za socialne alarme. Tukaj je ministrstvo upoštevalo iste kriterije, kot so v razvitih državah, skratka preprosta za uporabo, zanesljiva, kvalitetna, stalno delujoča. Naloga Telekoma je pa poleg te vsebinske storitve, da zagotavlja pomoč takrat, ko organizacija pomoči, ko je potrebno, da bdi nad vso to opremo, se pravi, če bi karkoli prišlo, naprimer, da bi se baterija na daljinčko izpraznila, te baterije tudi tu je standard, zahteva, da mora držati najmanj 1 leto dni ali na detektorju padca, da takoj to zaznamo že 1 mesec prej in potem Telekom Slovenije zagotovi menjavo teh baterij, skratka oprema mora ves čas neprestano delovati. Tudi ta naprava je priključena na elektriko, vendar ima tudi noter akumulator in tudi, ko so bile te povodnji, ko so bile te poplave, je e-oskrba delovala in vsi, ki so potrebovali pomoč, jim je bila tudi pomoč zagotovljena. Torej pri izpadu elektrike nas ne rabi skrbeti, da naprava ne bi delovala, ne? Tako, 12 ur, akumulator mora zdržati vsaj 12 ur, to zdrži tudi več, ampak to je tisti minimum in do zdaj ni prišlo nikoli do nobenega primera, da bi to zatajilo. Imamo tudi varovalno, napravljeni so tudi v skladu s temi standardi varovalnih mehanizmi, se pravi, starejša oseba, če izklopi iz vtičnice ta varovalni telefon, jo opozori, da je izklopila, da ni napajanja, in potem, če ga ne priklopi nazaj, tudi pokličejo oziroma dobi opozorilo, tako da potem poneha se sanjem, včasih pozablja, da da nazaj noter in da je zagotovljeno to delovanje storitve, tako kot smo rekli, 24 ur na dan, vse dni v letu, kadarkoli ta deluje, in da se potem asistenčni center tudi ta alarm dobi in da lahko pomaga, zagotovi pomoč takoj, ko jo uporabnik potrebuje. Peter, moram vam povedati, da ste mi sicer odgovorili še niti ne na polovico vprašanj, ki jih imam za vas, pa že zdaj razmišljam, da če bi kdaj
nekoč potrebovala takšno stvar za ali starše ali morda za tiste, ki še imajo žive dedke in babice. Že jaz kot svojec se počutim, samo pogovarjava se o tem, pa se že počutim tako bolj mirno, da veš, da dejansko, ne, ker v tem poživljenju, ki ga imamo, težko čisto vsak dan bdimo nad njimi in poskrbimo, da je pri njih doma vse v najlepšem redu. Ja, tempo življenja je hiter in problematika je zelo velika. Zelo veliko ljudi, ko teh starejših invalidov, kroničnih bolnikov, ko potrebujejo pomoč, žal čakajo na pomoč in tudi kar zelo veliko jih žal tudi umre. In Slovenija je tukaj, če pogledamo mednarodne primerjave, razvite evropske države ali pa povprečje Evropske unije kar močno zaostaja. V Sloveniji je 2,5-krat večja umrljivost starejših zaradi padcev in tu je ravno en od razlogov je ta, da ti starejši predolgo čakajo na pomoč, ker e-oskrba še ni tako razširjena kot v razvitih državah, ampak smo na dobri poti, upamo, da te zaostanke hitro premagamo in da bodo tudi naši starejši invalidi in kronični bolniki, ki bivajo v domačem okolju, deležni podobne varnosti, takojšnje pomoči, ko jo bojo potrebovali, kot je to povprečje v Evropski uniji. Peter, kako pa je zdaj z pogoji? Verjetno obstajajo ali pa tudi nekakšne omejitve, kdo lahko dobi e-oskrbo oziroma potrebuje imeti doma že kakšen priključek, ne vem, internet, telefon? Ja, glede tehničnih pogojev praktično ni pogoj, edino vtičnico, kar imamo vsi, ne. Interneta ne potrebuje fiksne linije, ampak noter je simka. Telekom Slovenija zagotavlja 99% pokritost s signalom po prebivalcih Slovenije, tako da pri večini ni problem. Je pa res, da mi predno namestimo, kje e-oskrbo preverimo, a je jakost signala dovolj dobra, so vse te frekvence v tem spektru dovolj kakovostne in okolikor niso, seveda potem poskušamo najti dodatno rešitev. Ena od teh rešitev je tudi ta telefon z anteno, tukaj ima posebne dodatne antene. To rešitev testiramo in v mesecu januarju bomo začeli tudi z montažo tam, kjer so problemi zaradi ne dovolj močnega signala. Ne. Tako da tudi to rešujemo in drugih pogojev pa praktično ni. Vtičnica pa poraba elektrike je minimalna. Včasih kdo od starejših vpraša, koliko ni par evrov celo leto, nič ne požre elektrike ali pa zelo malo. Se mi zdi, da to je kar lahko pogosto vprašanje. Koliko mi bo pa zdaj to elektrike pokurilo? Ja, imamo že take, a bom imel za to višji račun. Elektrika se je podražala, ne, koliko bom pa zdaj dodatno plačal, ne, to je minimalno. Sicer pa lahko se mečkano pohecava pa rečeva, lahko pa kakšen krog sesalcev manj naredijo na ta račun, če že, ne. Kako pa je sploh, zanima me ta pot, kdaj Telekom Slovenije pravzaprav začel z razvojem e-oskrbe? Ja, Telekom Slovenije je v letu 2016 pridobil evropska sredstva pametne specializacije in v okviru programa EcoSmart smo začeli z razvojem teh rešitev oskrbe in zdravja na daljavo, skupaj s partnerji, z zdravniki iz kliničnega centra, strokovnjaki iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, skupaj z prostovoljci Zveze društev upokojencev Slovenije in Inštitutom Antona Trstenjaka in to rešitev uspešno razvili, testirali, pridobili potrebna dovoljenja, tudi nekaj nagrad, kar odmevnih smo dobili v letu 2023, smo na primer dobili nagrado Go Digital za to rešitev, v letu 2024 zlato priznanje Gospodarske zbornice, primer dobre prakse za e-oskrbo, tako da je inovativna, koristna rešitev, ki se je potrdila tudi v praksi, kar je najbolj pomembno. Iskrene čestitke za nagrade. Zdaj me pa vseeno še zanima, za e-oskrbo sva zdaj, mislim, da zelo natančno že razložila, ne, točno zakaj nam služi in kaj vse nam omogoča. Ali omogoča še kakšne druge funkcionalnosti? Ja, na ta varovalni telefon je možno priključiti dodatne senzorje, ki še izboljšajo varnost in kakovost bivanja teh uporabnikov e-oskrbe. Tukaj na primer detektor dima, detektor monoksida, potezno stikalo, detektor gibanja imamo, izliva vode in vsi ti senzori so sicer samoplačniški, ampak so zelo koristni. Ne vemo, da starejše osebe včasih pozabijo kako stvar na štedilniku in ko je alarm, jih tudi pokličejo, pozabijo, ki je vodo odprto, tako da je
tudi ta dodatna senzorika je koristna, zaenkrat je samoplačniška, ni umeščena med pravice iz dolgotrajne oskrbe, ampak seveda nekje je treba začeti in v prihodnosti bo najbrž tudi to. Poleg tega pa je na e-oskrbo možno tudi priklopiti senzorje za spremljanje vitalnih funkcij, zagotavljanje zdravja na daljavo, se pravi, da dobijo zdravniki podatke o tem, koliko ima uporabnik e-oskrbe pritiska, saturacijo kisika, puls, nivo sladkorja v krvi. In to je pa predvsem pomembno za kronične bolnike, se pravi, je manj potovanj, spremljaš ga lahko na daljavo in ta rešitev se je izkazala tudi zelo koristna v epidemiji, v COVID epidemiji. Telekom Slovenije je zagotavljal tehnično podporo po celi Sloveniji za več kot 2500 COVID bolnikov, ki so bili oskrbovani doma na daljavo, kar je omogočilo, da so se počutili bolj varne. Vemo, kako je bilo takrat v tistih časih, vsi smo se bali tako okuženih, kot tudi če si bil okužen, kam iti v bolnico. Preprečili smo veliko teh dodatnih stikov, ki bi lahko okužili druge. Ljudje so se počutili bistveno bolj varne in Zavod za zdravstveno zavarovanje je prišparal ogromno denarja. Ena obravnava COVID bolnikov v bolnišnici je lahko stala 8.000 evrov ali več, medtem ko recimo ena telemedicinska obravnava tega bolnika je stala tako tehnični del, kot potem tudi ta medicinski del, to, kar so zdravniki na daljavo spremljali, okrog 380 evrov, tako da tu je ta velik benefit, Velik razpon. tudi za zdravstveno blagajno in tukaj tudi zdaj čakamo, da se ta rešitev razširi tudi na področju spremljanja vitalnih funkcij za obravnavo bolnikov, kroničnih bolnikov na daljavo in da tudi ta zdravstveni del, kjer je mogoče še več rezerv, še večji potencial za izboljšanje kakovosti in zdravljenja teh kroničnih bolnikov ter seveda tudi, da blagajna še veliko več prišpara in upamo, da se bo tudi kmalu uvrstili med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja. Torej za uporabnike potem spet brezplačno. Brezplačno, ja, kar pa je tudi za državo velika korist, ker je bistveno cenejša. Kronične bolezni iz leta v leto najedajo večji delež denarja zdravstvene blagajne in tukaj so ravno te rešitve za spremljanje na daljavo, zdravljenje na daljavo močno izboljšajo uspešnost, učinkovitost delovanja zdravnikov, pa razbremenijo zdravstveni sistema, pa tudi zeleno, kako bi rekel, prihranki pri energiji, manj potovanja. Ko pa nekdo potrebuje pomoč, jo takoj dobi, brez da bi obiskal, brez da bi čakal mesece in mesece, ampak ko vidijo zdravnike, tole so pa takšne mejne vrednosti, da je treba ukrepati, ukrepajo in se potem preprečijo tudi številne pri kroničnih bolnikih sladkorno oslepitve, delizni bolniki, in vemo, koliko vsaka preprečitev ali pa da pride kasneje ta bolnik na dializo, pomeni lahko 20, 30, 40, 50 tisoč evrov na leto prihranka pri stroških. Kakšni so učinki iz nacionalnega projekta e-oskrbe? Učinki so zelo dobri, projekt se je izkazal za zelo uspešnega. 5200 uporabnikov je v dobrih 2 letih pritisnilo okrog oziroma sprožilo okrog 60 tisoč alarmov. To pomeni, da smo okrog 60 tisočkrat preverjali, ali oseba potrebuje pomoč oziroma kakšno je stanje. Bilo je pa tudi kar nekaj socialnih klicev, ki pa so tudi sestavni del e-oskrbe. Vemo, vsi smo včasih osamljeni in vsi si včasih želimo. Tudi to ni zanemarljivo konec koncev, ne? Tako. Poleg tega so rezultati neodvisne ankete, ki je bila izvedena okrog tega, v okviru tega projekta, pokazali tudi, da je več kot 98% anketirancev ocenilo, da se z e-oskrbo počuti bistveno bolj varne doma, kakor se je prej. Več kot 96% anketirancev je povedalo, da e-oskrba za njih predstavlja zelo koristno storitev za veliko dodano vrednostjo. In več kot 99% uporabnikov, ki so potrebovali pomoč, anketirancem, ki so potrebovali pomoč, je bilo za organizacijo pomoči zelo zadovoljnih. Tako da jaz mislim, da je to verjetno eden najbolj koristnih pa najbolj potrebnih projektov, ki se je izvajal v sistemu zdravstvenega in socialnega varstva v zadnjih letih in je preprečil
ogromno nepotrebnih smrti, ogromno nepotrebnih zapletov, nepotrebnih ur čakanja tem ljudem in je popolnoma upravičil to investicijo, ki je bila izvedena v ta projekt. Kako pa te uporabniki lahko ohranjajo to brezplačno e-oskrbo? Ja, za te uporabnike iz projekta e-oskrba nadaljavo, ki so imeli to pravico pridobili v tem projektu, je zagotovljen bil avtomatski prehod in imajo to pravico zagotovljeno do 31.12.2026, se pravi še dobro leto. Edini pogoj pa je, da nam morajo vrniti pogodbo, naročniško pogodbo. Mi smo jo poslali septembra, oktobra vsem uporabnikom. To pogodbo pa morajo podpisati in jo nam vrniti na Telekom Slovenije. To je edini pogoj in tukaj res prosimo, da do konca leta to tisti, ki še niso, veliko jih je, nekaj jih še ni, da tisti vrnejo to pogodbo in potem imajo še celo leto čas, da si uredijo preko zavarovanja za dolgotrajno oskrbo to pravico, se pravi vložijo vlogo, konec leta, zdaj so centri za socialno delo zelo obremenjeni in mogoče pustimo tistim novim, da se priključijo, dajmo prednost, da se novi vključijo v ta sistem, ampak nekje konec leta pa tudi oni morajo oddati vlogo za e-oskrbo oziroma za pravice iz dolgotrajne oskrbe, tako da potem po 1.1.2027 pa potem iz sistema dolgotrajne oskrbe dobivajo še naprej brezplačno e-oskrbo. Kdo je danes v okviru dolgotrajne oskrbe pa upravičen do brezplačne e-oskrbe? Verjetno so kakšni pogoji, ne? Pogoji so, seveda. Jaz bi začel mogoče s tem, da je kar dosti teh upravičencev že dobilo odločbe, v katerih je opredeljena tudi pravica do e-oskrbe. Kar veliko odločb je bilo že izdanih. Zdaj, nekateri od teh upravičencev, ki so dobili te odločbe, ne vedo, da je noter tudi navedena e-oskrba, niti ne vedo, kaj je e-oskrba, kar nekaj jih pa tudi ne ve, da morajo to odločbo dostaviti, poslati k nam na Telekom Slovenije skupaj z kontaktnimi podatki, skupaj z osebnim načrtom, če ga imajo. Mi tega ne vemo. Mi ne dobimo teh podatkov in potem se zgodi, jaz sem dobila pravico, čakam že 2 meseca, gospa, gospod, prosim, pošljite, dostavite nam to, lahko oddate na Telekomovih prodajnih centrih, lahko oddate prostovoljcem Zveze društev upokojencev Slovenije, lahko pošljete po pošti k nam, v katerikoli prodajni center, mi moramo to dobiti, popolno dokumentacijo s kontakti, takoj ko dobimo, pokličemo nazaj, kontaktiramo, se dogovorimo v terminu preklopa in lahko potem tudi ta pravica iz papirja pride v dejansko pravico in samo to šteje. Pravice na papirju ne štejejo nič, šteje samo to, če je nekdo preklopljen na e-oskrbo in vsak mesec, ko nekdo čaka, je izpostavljen nekemu tveganju, če se nekomu naredi nekaj, da potrebuje pomoč, da pade, da se počuti slabo in nima e-oskrbe in ne more nikomur sporočiti, potem ta pravica nič ne šteje. Tako da tukaj ti obstoječi naj vrnejo, ti, ki so dobili te odločbe, naj pogledajo noter, za pomoč lahko prosijo tudi naše sodelavce v prodajnih centrih, prostovoljce Zveze društev upokojencev Slovenije in skupaj bomo pogledali in potem čim prej priklopili e-oskrbo vsem tem upravičencem. Potem druga skupina so uporabniki oziroma upravičenci starejši od 80 let, ki živijo v domačem okolju. Vsi, ki živijo v domačem okolju in so starejši od 80 let, lahko to pravico uveljavljajo po poenostavljenem postopku, samo z vlogo za e-oskrbo in vsi bodo dobili brez ocenjevanja, vsi bodo dobili to pravico in seveda potem je spet postopek takšen, kot sem ga prej navedel, ko najprej morajo oddati vlogo, vloga je na internetni strani vstopnih točk CSD-jev, ko to vlogo izpolnijo, tudi tukaj jim lahko pomagajo prostovoljci Združenja upokojencev, naši zaposleni ali svojci, ko to oddajo, ko dobijo odločbo, prineste k nam odločbo z kontaktnimi podatki in vas bomo priklopili. Tretja skupina pa so mlajši od 80 let, upravičenci mlajši od 80 let, gre za invalide, kronične bolnike in druge ranljive skupine, ki jim ta pravica pripada, ti pa morajo vložiti to razširjeno vlogo za pridobitev uveljavljene pravic do dolgotrajne oskrbe, grejo skozi ocenjevanje in potem, ko dobijo odločbo,
postopek takšen, kot sem prej povedal, odločbo skupaj z tem osebnim načrtom pošljajo in kontaktnimi podatki dostavijo na Telekom Slovenije ali dajo prostovoljcem Združenja upokojencev Slovenije, Društvo upokojencev Slovenije, ali prinesejo k nam v kakšen prodajni center in pokličemo, se dogovorimo za priklop in izvedemo priklop, ter imajo storitev e-oskrba pri sebi doma. Kaj pa tisti, ki pa niso upravičeni do e-oskrbe, torej iz dolgotrajne oskrbe? Ja, najbrž bo tudi do tega prišlo, da nekateri, predvsem ti mlajši od 80 let, ne bojo imeli dovolj velikega števila točk. Tukaj pa je na voljo še vedno samoplačniška storitev. Ta pride za uporabnike za ta osnovni paket 29,77 evra na mesec. Tukaj je oprema, storitev, vse, nič ni treba, samo mi prinesemo, zmontiramo, vsak mesec pa je treba plačati teh 29,77 evra, če ni kakšne dodatne opreme, drugače več. Poleg tega je pa še ena možnost, kar veliko občin, več kot 40 občin zagotavlja tudi subvencije svojim občanom in naj preverijo pri svojih občinah. Tudi te občine, nekatere zagotavljajo 100% subvencijo, nekatere žal ne 100%, ampak neko malenkost je treba doplačati, lahko to pravico dobijo oziroma e-oskrbo dobijo subvencionirano s strani občin, tako da možnosti so in če ne gre skozi sistem dolgotrajne oskrbe, je potem na voljo še preko občin ali pa samoplačniško. Zdi se mi pomembno, da je opcija. To je tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, da poudariva, ne? Ker morda pa ima kdo kakšnega starša, ki še ne paše ne v eno, ne v drugo skupino, pa bi si vseeno želel, da ima to doma, ne? Tako da se mi zdi to tudi zelo fino izpostaviti. No? Niso zaradi tega nujno prikrajšani. Ne? Ja, možnosti so in storitev je vsekakor zelo, zelo potrebna. Ne? Nikoli ne veš, kdo včasih reče, nisem še nikoli padel. Ne? Vedno je lahko prvič. Ne? To je podobno kot gasilni aparat. Ne? Če je požar in če imaš gasilni aparat, ga lahko uporabiš. Ne? Zdaj pri hiši je bolj enostavno, ima zavarovanje, lahko obnoviš. Ne? Če ti pa mami ali pa oči ali pa babica ali pa dedi umrejo, ne? Tam pa ne moreš obnoviti. Ne? In vedno je lahko prvič. Mi smo že imeli primere, ko so rekli, zdaj le še ne rabimo, a ne. Pa so pa padli, pa so pa hitro rekli, da pa rabimo. Predvsem tisti ljudje, ki so kdaj kakšen dan čakali, vedo, kako je to neprijetno, vedo, kako je hudo ležati na hladnih ploščicah v kopalnici in čakati, da bo kdo prišel slučajno k tebi in ugotovil, da potrebuješ pomoč. Ja, zdi se mi pa tudi, Peter, zelo pomembno, ne, tukaj se bova zagotovo strinjala, da je res fino, da se o tem tudi čim več govori, zato ker oba veva, kako starostniki včasih razmišljajo in delujejo, ne? To pa ne poznam in ker ne poznam, ne rabim. Ali pa se tega bojim, kaj pa, če bo potem se zgodilo ne vem kaj. Ne? In zato se mi zdi fino, da se jim čim večkrat o teh stvareh razloži in jim pojasnjuje, zato da se ne bojijo nekih novosti, kar včasih se. Ne? Ja. Tukaj Slovenija še močno zaostaja tako glede razširjenosti, dostopnosti e-oskrbe in razširjenosti med starejšim, kot tudi glede poznavanja e-oskrbe. Dosti starejših ne ve, kaj je e-oskrba in če ne vedo, kakšne koristi ima, če njihovi svojci ne vedo, če jim nekdo ne pomaga skozi ta sistem, potem tudi ne pride do te e-oskrbe. In tukaj, ko gledamo te razvite države, kot smo rekli, prej sem že omenil, kako zaostajamo, kakšni so naši kazalniki v primerjavi z Evropsko unijo, da imamo 2,5-krat večjo umrljivost starejših pri popadcih. Zakaj so druge države toliko boljše? Ker so imele tudi nacionalne kampanje o tem varnem in kakovostnem bivanju starejših invalidov in kroničnih bolnikov v domačem okolju in o tem govorijo, te številke objavljajo, ne. Pri nas pa dostikrat izpostavljamo kakšne odlične rezultate, smo zelo dobri pri umrljivosti novorojenčkov, smo zelo dobri na tem in tem kazalniku, smo pa malo bolj tih tam, kjer pa nismo toliko dobri in tudi tukaj bi bila verjetno potrebna kakšna takšna nacionalna kampanja, kot je bila pri prometnih nesrečah, pri boju proti alkoholizmu ali proti nasilju v družinah. Tukaj je treba ljudi ozaveščati in potem tudi res zagotoviti, da so te pravice, ki so zdaj v zakonu o dolgotrajni oskrbi opredeljene, čim lažje uresničljive in da jim tudi svojci pa ta civilna družba tem
uporabnikom, tem, ki potrebujejo to, pomagajo pri tem, ker dosti starejših sami ne znajo priti skozi te birokratske ovire, niti ne vedo, kaj je oskrba, in če jim kdo ne pomaga, če jim kdo ne pojasni, potem niti ne zaprosijo, in če ni oskrbe, potem tudi se zna zgoditi, da ko potrebujejo pomoč, so prepuščeni samemu sebi. Z najnim pogovorom sva zagotovo kakšno razmišljanje v to smer odprla, upam tudi, kar se tiče kampanje, ne samo e-oskrbe na splošno. Koliko uporabnikov e-oskrbe pa imamo pri nas v Sloveniji? Ja, v Sloveniji je okrog 6.000 uporabnikov e-oskrbe. Zdaj, če to primerjamo z povprečjem v razvitih državah, kar tudi tukaj zelo močno zaostajamo, v razvitih državah je e-oskrba zagotovljena v povprečju kar okrog 10% prebivalstva starejšega od 65 let, to bi za Slovenijo pomenilo tam nekje 45-50 tisoč uporabnikov, in tudi s tem, s sprejetjem in uveljavitvijo zakona o dolgotrajni oskrbi stopamo na pot, da se bodo tle zmanjševali ti zaostanki in da bodo res v parih letih e-oskrbo dobili vsi, ki jo potrebujejo, in potem sem prepričan, da bodo tudi ti kazalniki umrljivosti se zmanjšali, da se bo povprečni čas čakanja na pomoč zmanjšal in bo manj zapletov, manj nepotrebnih smrti, manj trpljenja. Še en pomemben podatek je, v anketi, ki je bila izvedena, so uporabniki povedali, 10% uporabnikov je povedali, da če bi izgubili e-oskrbo, da se ne bi upali biti več doma, ampak da bi morali iti v dom za starejše. Sicer si želijo biti doma, večina si želi biti doma čim dlje, ampak seveda ob tem, da če potrebujejo pomoč, vejo, da ne bodo prepuščeni sami v sebi, da jim bo nekdo prišel pomagati, in tukaj sem zelo optimist, mislim, da v parih letih se bodo tudi stvari na področju kakovosti in varnosti bivanja starejših in invalidov ter kroničnih bolnikov v domačem okolju močno izboljšale. Ko bi res bilo tako, drživa oba pesti, in tako kot sva na začetku, oziroma kot sem v uvodu povedala, da najrajši smo vsi, ne samo starostniki, v obdobju doma, tistega, kar smo navajeni, in zdaj, če sva morda s tem pogovorom pri kom, ki naju gleda in posluša, odprla razmišljanje, jaz pa zdaj to bi imel, kako pa naj dobim še kakšne informacije, pa da tak ne bo zdaj šel še enkrat cel najin pogovor poslušati, lahko strneva, kje lahko dobijo zdaj morebitni uporabniki vse informacije na kupu. Tako. Ja, dodatne informacije lahko dobijo na brezplačni Telekomovi številki 080 12 13 v vseh prodajnih centrih po celi Sloveniji. Tam v teh prodajnih centrih lahko tudi vsi zainteresirani preizkusijo, vidijo, kako deluje oprema, preizkusijo to opremo, dobijo tudi vse te obrazce, se pravi, če kdo slučajno založil, ki še ni poslal pogodbe, lahko se dogovorijo, da dobijo ponovno pogodbo, da pošljajo do konca leta. Če kdo rabi vlogo, dobi vlogo, pomoč naših zaposlenih pri izpolnjevanju in oddaji vloge, sprejemamo pa tudi seveda potem te odločbe, tako da, ko dobijo odločbe, naj jih prinesejo. Dodatno pomoč na terenu zagotavljajo prostovoljci Zveze društev upokojencev Slovenije, in pa seveda tudi za dodatne informacije na voljo tudi vladni klicni center 111. Magister Peter Pustatičnik, najlepša hvala za vsa pojasnila in moram reči, da tudi zelo poučen pogovor. Hvala in vse lepo vam želim. Hvala lepa tudi vam in poslušalcem oziroma gledalcem. Vse dobro želim.